Lepo dobrodošle na novem predavanju in danes se dotikamo teme, ki je po eni strani zelo mistična, po drugi pa zelo naravna, a ne. In to je kundalini energija in z mano danes je Nuša. Živjo, Nuša. Hvala, Hvala, pozdravljena. da si spet tukaj, ker si že bila enkrat z mano, a ne, v inspirativnem pogovoru. Ti si alternativna in holistična terapevtka in me zanima, za začetek, ker si se poglobila in tako v Bonovo terapijo kot do najnovejših, tehnik za odpravljanje blokad. Meni se zdi, da si ena taka, zemeljska in duhovna terapevtka hkrati. Kaj je bolj tvoje pravzaprav zdaj? Jaz bom rekla hvala za lepo, predstavitev. Jaz bom rekla, da vse je moje. Vse čutim, v glavnem karkoli je povezano z delom in pomočjo ljudem, in podporo ljudem, čutim to kot svoje poslanstvo, ne samo kot delo, kot službo, ampak v celoti kot svoje poslanstvo in tudi način življenja. Je pa res, da pretežni del mojega življenja me kot v terapevtskem delu, spremlja bolj bodywork, manualno, ki pa seveda absolutno itak avtomatsko zajema tudi, na neki način in tega se zmeraj bolj in vsako leto, z raziskovanjem sebe in svojega življenja zavedam, da ni samo fizično telo tisto, ki je pomembno in kjer je potrebno vzpostaviti ravnovesje, o katerem sva že govorile, ampak ravnovesje na vseh naših telesih, torej tudi v čustvenem telesu, mentalnem telesu, energijskem telesu in še jih je, a ne. In vedno bolj, ko se tega zavedam, vedno več dajem možnosti in odpiram polje, da v mojo košarico terapevtskih orodij prihajajo tudi druge stvari. Tako da ja, se odpiram tudi sama zmeraj bolj za energijske tehnike, za energijske healinge, ker se mi zdi, da neki tak celovit pristop in tudi kadar delam, uporabljam neki celosten pristop, ne samo eno tehniko, in to se mi zdi bistvenega pomena. Ker na tak način se mi zdi, da lahko dosežemo res večje spremembe in na fizičnem telesu, kot tudi v našem življenju in pa predvsem pa dolgoročne. In k temu stremim. A ne, vsega, mislim, duhovne in materialne ravni. Tako da, ja, ful dobro. In, če greva na kundalini, kako bi ti to tehniko poimenovala? Ker sem zasledila veliko izrazov, a ne. Namen je aktivacija lastne kundalini energije, da postane aktivna, začne, neovirano teči skozi telo. Kakšni izrazi pravzaprav se uporabljajo v svetu ali pa pri nas, no? Ja, to je kar ena taka mistična beseda in tema, ki, je na neki način zelo pogosto tudi nerazumljena. Že midve sva se zelo težko uskladili, kak naslov, kak opis, kak podnaslov, in karkoli sem probala uporabiti, vse je bilo, pač še ti si mi rekla, pri zadnjem, pa madona ne štekam tega podnaslova in se mi je zdelo. Pol, ko sem parkrat prebrala, a veš, sem jaz že štekala, na prvo žogo ne. Zato jaz res danes ne želim prodajati, neke teorije o speči kači na dnu naše hrbtenice, ki se dviga po hrbtenici navzgor, ampak res želim predati na neki način svojo izkušnjo, svoje razumevanje te inteligence življenja, te energije, in svojo neko percepcijo tega. Ker se mi zdi, jaz želim v bistvu na primeru, na vsakodnevnem življenjskem primeru, da človek in oseba razume, kaj to je, ne teorija, to si lahko vsi preberemo na internetu. Razumem. Ja, kundalini aktivacija kot tehnika, je pri nas v Sloveniji postala zelo popularna besedna tehnika in tudi kot tehnika sama, in tudi po svetu. Jaz še vedno iščem neko svojo besedo, svoj izraz za to,
ker se ne želim metati v isti koš kot vsi ostali. In to, kar je nekaj, kar postane popularno, nekaj, kar postane moderno, ker če pogledamo tudi na nek način duhovnost, je danes postala moderna in je postala biznis. Sem imela v In mislih kanaliziranje, preden si rekla tudi, ja. to, saj ne govorimo samo o kundalini ali kakorkoli duhovnost nasploh. In tu je veliko, veliko zlorab. In veliko prostora za manipulacijo. In ja, je treba biti previden. In zato sem ti omenila besedo kundalini transmisija, ki je zadnje čase tudi sama bolj uporabljam kot kundalini aktivacijo. In pravzaprav jaz bi rekla temu kundalini inteligenca. Ker to je najprej, kaj sploh kundalini je, preden sploh kak tehniko opišem, ki jo pač sama izvajam. Jaz kundalini razumem kot divine force. Jaz sploh ne najdem primerne besede in primerne razlage in primerne teorije za to. To je inteligenca zavesti, inteligenca življenja. Kundalini kot naša izvorna življenjska energija, iz katere smo skreirani vsi in jo vsi imamo. In je povsod. In je povsod. In kundalini pravzaprav transformira, kundalini preobraža, do kosti preobrazi, če pač dovoliš. In na nek način, ja, je beseda in močna beseda in močna energija, ki je pač potrebno izkusiti, da jo razumemo, ker je zelo težko to v besedah opisati. Razumem in se strinjam. Pa me zanima tvoja zgodba s kundalini, kako to, da te je poklicala, ko sva se mi na inspirativnem pogovoru pogovarjale, si ti prvič sploh začela šele govoriti o kakšnih drugih stvareh, kot mogoče o svojem tem delu, a ne. In takrat še ni bilo kundalini v igri, sploh. V igri je bila, ampak jaz sem se takrat začela tako nežno počasi odpirati, da te stvari začnem deliti sploh z širšo javnostjo, sploh z javnostjo in z mojimi ljudmi, s katerimi delam, ker vseeno duhovnost, energije je še vedno na nek način malo tabu tema, veliko ljudi se boji tega, sploh na takih krajih in področjih, kjer jaz živim, je še toliko bolj, ko ne vsakega pozna. In ja, sem mogla kar zbrati pogum, da sem izpostavila sebe in predvsem pa to, da delim svojo resnico zmeraj bolj in zmeraj bolj brez dlake na jeziku, ker pač enostavno ne morem več skrivati delov sebe, kar jaz sem v resnici, v izvoru, in tudi ker jaz sama postajam zmeraj bolj avtentična in pristna in enostavno pač to sem jaz in to je del mene in to želim pač deliti s svetom. Je pa res, da pot resnice in ostati zvest svoji resnici je zelo težka, ker pot resnice je velikokrat in pogosto ful osamljena. Ker zelo malo ljudi je danes resničnih, a ne. In To je res, ampak na tej poti imaš pa vedno sebe, če ne, če pod črto, ja. In ja, kundalini, mojo prvo kundalini aktivacijo sem sprejela, ko sem začutila res ful močen klic v celem telesu. Želim to izkušnjo, brez da bi sploh vedela, kaj ta energija je. Res. Jaz sem samo začutila klic. In v prvem stiku, ob prvi izkušnji sem jaz vedela, da je to to. Da je to energija, ki jo želim utelešati, da je to energija, ki jo želim živeti, da je to nekaj, kar želim predajati naprej. To je ono, ko čutiš. Ja, saj v bistvu takrat sva skupaj to pol še enkrat izkusile, sicer prek Zooma. To enkrat izvala, ja. V glavnem, kaj, kundalini, seveda pač se je začelo z mojo lastno osebno transformacijo že mnogo prej, a ne. Mene je kundalini skozi en tak dark night of the soul močno transformirala, močno preobrazila, do temeljev izrušila vse, kar sem gradila, vse, kar sem poznala, vse, kar sem bila.
Vse, kar sem mislila, da sem, je dejansko pač plast za plastjo je iz mene slačila tisto, kar ni moje, tisto, kar ni skladno z mano, tisto, kar nisem jaz. In umrla sem večkrat, kot lahko sploh preštejem, da ne govorim o mnogih ego smrtih, ki so ena najtežjih stvari in lekcij. V glavnem, res je bila močna transformacija, to je proces, ki zahteva predajo, ki zahteva, ja, tudi pogum, predvsem pa pač neko doslednost, voljo, vero, motivacijo, zaupanje. Postaješ prava, boljša in avtentična verzija. Pa misliš, da je bila, da je bil kundalini tisti, ki te je v zadnjem letu najbolj slekel? To je proces, ki se mu prodaš. Vse skupaj en velik proces. In to je, itak je to never ending story, ker življenje je neskončno in vesolje je neskončno. Življenje sicer ni neskončno, eno samo tukaj, ampak Ja, ja. tako in jaz se še vedno borim in še vedno sploh v nekih trenutkih ekspanzije, ko pridejo, je pač treba biti predan in iti skozi svoje transformacije. Te bom rekla, potisne te čez iz tvoje cone udobja, ker brez tega ni spremembe, ne. Da spustiš stvari, da ne govorim o detachmentu, kar je tudi ena najtežjih stvari. V glavnem skozi lastno izkušnjo, a ne, sem prišla pač pol do teh stvari, da tudi jaz, da sem bolj pretočna, da torej, da imam bolj pretočen kanal, da širim svojo zavest, svoje zavedanje, da lahko držim še večji, še bolj močen prostor za delo z ljudmi, da odpiram svoje darove. Saj to govorim o svoji izkušnji, ampak ob neki povezavi s kundalini je to možnost in prostor čisto vsakega posameznika, a ne. Da ja, ta proces zahteva kar veliko. Se pravi, bi rekla, da je tebi spremenila življenje, a ne? Definitivno me je spremenila življenje. Sorry, si še hotela kaj dodati? Ja, da jaz sem zdaj sicer povedala, to je moja zgodba, to je moja pot. Ni enostavna in je ful zahtevna, ampak to je moja pot, to ni nujno, da bo tvoja pot enaka, da bo pot katere druge in koga drugega enaka. Jaz sem to pot poslanstva dejansko tudi zavestno izbrala, da grem čisto ven. To je zato si pa dobila takrat tako zelo močen klic, a ne? Saj veliko ljudi čuti klic, a ne, saj načeloma mi vsi smo lahko mediji, vsi se lahko povežemo s svojimi vodniki, vsi lahko kanaliziramo. Ampak od posameznika je odvisno, koliko se bo temu predal, a je tako izbral to pot kot svojo pot. In tudi, a ne, te ljudje, mogoče bi se dotaknila tega, ker veliko kundalini je taka tema na socialnih omrežjih in forumih, ki dviguje veliko prahu in ljudi fejst strašijo s kundalini aktivacijo, s kundalini awakeningom. Pa mogoče še to, ker si me na začetku vprašala o izrazu kundalini aktivacija, kundalini prebujenje, awakening. To so res eni izrazi, s katerimi je treba biti previden, ker tu ne gre za awakening kot tak, tu ne gre za razsvetljenje, čeprav ga lahko doživiš, da ne bo pomote. In to, da ljudje strašijo, kaj se ti lahko zgodi po neki recimo aktivaciji ali pa prebujenju kundalini energije kot take, ja, zgodi se lahko veliko. Mene je pahnila res eno tako obdobje dark night of the soul, ko si v življenju ne bi predstavljala in sem se večkrat vmes vprašala, bo sploh tega kdaj konec. In izgledalo je, kot da pač iz tega ven sploh ne bom prišla. Ampak ja, tako sem rekla, to je moja pot in nujno, da bo vsakega sesulo. Ja, ti si tudi bila pripravljena, da te je sesul, a ne, mislim. In sem se tudi pač zavezala tej poti, da pač
sesuje, zato da me potem sestavi in da lahko potem to živim in dejansko delam dan naprej. Jaz bi samo rekla, da ta strah, to strašenje, ti ne moreš sforsirati pa aktivirati in prebuditi nekaj, na kar nisi pripravljen. Pač tudi tisti rek, Bog nam nikoli ne da več, kot zmoremo preživeti. In pač nekako to čutim in vem, da to drži. Torej, to ne gre za nobeno forsiranje, za nobeno aktivacijo nečesa, kar sam ne moreš aktivirati. In strah je ena taka frekvenca, ki podpira sistem. Valjda sistem nas želi omejiti, sistem, kaj se dogaja po svetu ta trenutek. In več kot je strahu, večji nadzor imajo nad nami. In valjda pač na neki način se sistem, matrica, whatever, kako lahko to poimenujemo, bori proti temu, da se zavest človeštva dvigne, da se frekvenca planeta dvigne, ker pač kaj, takrat, ko bomo mi v ljubezni, ko bomo povezani s sabo, takrat pač ni nadzora nad nami. In predvsem pa strašijo večino ljudje, ki niti sami nimajo izkušnji, niti s to tehniko, mogoče niti samo kundalini kot tako. In je mogoče vlada neko nerazumevanje. Ali pa strašijo o tem, koliko je treba to paziti, koliko je treba biti, ja, absolutno je treba biti previden. Ampak ljudje, ki recimo, je ful zanimivo, ker recimo v procesu kundalini bom uporabljala besedo aktivacije, transmisije, zato ker pač le vseeno ljudje in poslušalci to razumejo in vejo, kaj je. Se bojijo tega procesa ljudje, ki recimo delajo s svetimi medicinami, kjer recimo neki psihadelik ti popolnoma vzame kontrolo nad tvojim telesom, tvojo zavestjo. Takrat ti vzame kontrolo in si prepuščen milosti, nemilosti procesa. V kundalini aktivaciji ti imaš nadzor nad svojim procesom. Ja, celo, da tisti strašijo. Strašijo. Tudi. Tudi, gre za nerazumevanje, ali pa si ne upajo, ali pa se bojijo izkušnje. Ne bom rekla strašijo, zdaj mogoče tako. Ja, razumem. Ja, saj Se bojijo same izkušnje, recimo. za marsikoga so tudi svete medicine zelo bav, a ne, tako da. Na neki način tudi prav je, da je. Ja, seveda. Pač, ker sem prej omenila, a ne, veliko je tu prostora za zlorabo in manipulacijo in je treba res biti previden, ker veliko ljudi se čuti poklicano, da to počne, čuti to kot svoje poslanstvo, tako kot jaz recimo. In tako kot sem rekla, vsi smo lahko mediji in kanaliziramo in vse to, ampak gre za to, da recimo jaz osebno sem šele po več kot 20 letih terapevtskega dela z ljudmi, se šele zdaj v vsem tem času čutim dovolj izkušeno, dovolj močno in stabilno, da lahko ljudem držim prostor v takih transformacijah in takih procesih, ki se lahko dejansko odprejo po neki situaciji, ko začne človek delati na sebi, raziskovati sebe, ko se ti nekaj sesuje in bolj je vprašanje, kdo pol tu prevzame res odgovornost, se komu zgodi neka taka reakcija, ko samo sistem razsuje, a ne, v tem je fora. Kje je pa podpora pri integraciji, kar je pa bistvenega pomena v vsakodnevnem življenju? In tu je pol razlika. Zato tudi to, a ne, da je to postalo popularno in ni problem narediti neki vikend tečaj, tudi kundalini aktivacija, ne, zelo hitro, ne, ti dejansko se čutiš močnega, da držiš to energijo in frekvenco, ja, ni problem. Ampak a imaš izkušnje dela z ljudmi, a imaš izkušnjo, kako odpreti človeka, ko se pač pol nekaj zgodi. To se mi zdi tisto, kar je pomembno. Ja, ful pomembno. Ne samo pri kundalini, ampak vseh tehnikah, vseh terapijah, a ne, je zelo pomembno, da izberemo pravo osebo v smislu, da vemo, kdo ta oseba je, da je integriteta tega, kar živi in predaja in uči, da gre ta oseba skozi neko svojo lastno izkušnjo in transformacijo, da pač pol lahko to predaja. Jaz sem si napisala že eno vprašanje ali dve, ampak to bom pol, ker bi rada zdaj se losala in ti predala besedo. Hotela sem samo reči, da si ti taka ena strastna raziskovalka življenja,
ki se ne ustraši izzivov, tako te jaz vidim in vsakič povem mogoče kakšen stavek, kar jaz čutim in mi je tako dragoceno. S tabo sem predebatirala že veliko ur preko voice sporočil predvsem, a ne. Tako da sem ful hvaležna za vse uvide, ki si jih delila z mano ali pa za nasvete in pa seveda tudi, da si obraz Maja Rule. Nušo se namreč lahko vidi tudi na kakšnih slikicah, a ne. Tako da evo, hvala ti. Jaz ti bi predala besedo. Kaj je kundalini energija, si se že dotaknila, kaj je kundalini aktivacija, pač njen namen, kaj se zgodi mogoče, a ne, da malo to predaš. Ja, seveda je potrebno izkusiti. Jaz sem že to izkusila, še bom. Zdaj, ko sem se še bolj podučila, se mi zdi, da bi šla z eno tako večjo ljubeznijo in spoštovanjem, a ne, na to seanso. Ti namreč vodiš tudi individualne in skupinske. Torej kljub temu, da ja, da sem rekla, da je treba, mislim, da je dobro, da izkusimo, jaz bi sigurno to priporočala, je pa v vsakem izmed nas ta energija in se lahko tudi mi majčkeno podpremo. Tako da v tem smislu mogoče na kakršenkoli vrstni red, in jaz ti predajam besedo in verjamem, da se bom še kje oglasila. Hvala, Darja, v uvodnem delu veliko povedala, ampak ajde. Kar mi je še tako ostalo pomembnega, da povem, kar se tiče same kundalini kot take. Ja, kar se teorije tiče, se mi zdi zelo pomembno, no, da na tak način, a ne, kot sem skozi neko lastno izkušnjo, kaj se je meni dogajalo, prikazala, kaj kundalini je, kaj kundalini podpira, kaj kundalini transformira in kaki procesi se lahko odprejo. Mogoče zdaj na neki način približno že razumemo, kaj kundalini je, a ne, naša izvorna življenjska energija, inteligenca, zavest, življenja, kakorkoli. Če se morda dotaknem, preden se dotaknem tehnike, kot aktivacije oziroma transmisije, bi rada tudi povedala, ker si omenila, vprašanje, na kak način se sami lahko podpremo, da aktiviramo oziroma naredimo našo izvorno življenjsko energijo bolj pretočno. Jaz bom rekla, kakršna in vsakršna skrb zase. To pomeni neki ritual, ki si ga pač izbereš vsak dan. Ali je to meditacija, ali je to kanaliziranje, da se povežeš s svojimi vodniki. Lahko je to joga, neka vrsta fizične vadbe, kakršnakoli dihalna tehnika, karkoli te podpre, karkoli te daje in vrača v stik s sabo, karkoli te pomirja. Vse to nas podpira v bistvu na naši lastni poti raziskovanja, razvoja svoje osebne rasti in svoje duhovne rasti. Tako da tehnik, načinov je res veliko. Kar se tiče pa kundalini aktivacije kot tehnike, bom rekla, kundalini transmisije, jaz svoje dogodke poimenujem kar kot potovanja. Ful fajn. In večinoma jih na neki način tudi tematsko poimenujem. Na primer, odpiranje srca, zdajle, ker glih aktualno, aktivacija božanske ženske energije. V glavnem, v bistvu z namero jaz osebno ta proces zapeljem, lahko čisto tematsko usmerjen. Čeprav bom rekla, ne glede na namero, tudi namero, kakršno ima oseba sama, kjer čuti in želi, da v življenju rabi podporo, da v življenju rabi spremembo, da rabi neki premik, da mogoče enostavno samo rabi odklop, reset od vsakodnevnega stresnega življenja. Da si želi, predvsem pa, da si želi
postati boljša, ne boljša, rečemo temu avtentična verzija sebe in živeti bolj pristno, zavestno, kvalitetno življenje. Ne? Kdorkoli pač začuti kakršenkoli klic po kakršnikoli spremembi, ker če se odpreš za to in rabiš in želiš večjo transformacijo, večjo podporo, jo tudi dobiš. A ne? In res je odvisno od vsakega posameznika, kaj si želi, koliko je pripravljen, koliko se preda, koliko zaupa, toliko tudi v samem procesu dobiš in toliko ti kundalini tudi da. Prav je kundalini inteligenca. Ja. In bom rekla, there's no magic stick. Tudi jaz je nimam. Kaj se zgodi? Jaz kot facilitator v bistvu odprem prostor za specifično, točno specifično energijsko frekvenco, ki jo držimo v prostoru. Torej, odprem energijski vortex in ga držimo v prostoru to energijo. A vedno enako frekvenco? Ja. Aha. Resonanco pa se tvoja lastna kundalini odzove in v bistvu vodi tvoje potovanje. Kakršnekoli globine, ali potrebuješ ta trenutek, ali želiš, ker tvoja izkušnja na samem potovanju, rečemo, kundalini aktivaciji, je odvisna od tvoje predaje. Dejansko zares predaš in prepustiš procesom, kolikor zaupaš svoje lastne inteligenci življenja, da poskrbi zate. Jaz ne naredim nič. Jaz v tebi ne aktiviram nič. Ja. Zdaj, tukaj pa se mi zdi, da te pa jaz težko predam, a ne? A veš, jaz sem sramežljiva, gledaš okrog, se težko predaš in potem najbrž tudi ni takih rezultatov, ne? Ja, odvisno je tako, kot si rekla, od tebe, od tvoje izkušnje, tvoje predaje, tvojega zaupanja in tega, koliko se lahko sprostiš in predaš. Vsi smo ful v glavi, vsi imamo svoj analitični ki hvala Bogu mora biti in je. Zato pač tudi je možnost in je razlika med skupinsko seanso ali pa individualno. Za take ljudi, ki se težje predajo v skupini, ki enostavno težko ostanejo v svojem mehurčku, da se ne ukvarjajo z drugimi, kaj se sosedu dogaja, ali nekdo tam joče, ali se nekdo tam smeje in te tam nekaj trigira, si tudi to se zgodi z nekim namenom. Nekdo se recimo bolj počuti varnega in se lažje preda sam v ena na ena v individualni recimo seansi, zato so tudi individualne temu namenjene. Ne bom rekla, a je nekaj boljš ali nekaj slabš, ali kaj od tega močnejš, kaj manj močnejš, bom rekla, izkušnja je drugačna. Ker individualna seansa, individualna terapija pač ustvari neki drugačen proces. Tu je ves moj fokus usmerjen nate, pred tem je predhoden pogovor, se pogovoriva, vmes je moj fokus ves čas na tebi, kar ne pomeni, da je močnej, ker frekvenca je še vedno ista, je enako močna, samo drugačna izkušnja je. Medtem ko skupina ima spet svoj čar, ker ki pride s svojo energijo, s svojimi procesi in s tem sokreiran doprinese celotnemu potovanju in izkušnji vsakega posameznika. No, jaz moram reči, da sem se zelo varno počutila pri tebi na aktivaciji. Takrat sta bile še Andreja pa Tamara, mislim, veste, ustvarile magičnost v prostoru. Res, pač jaz sem se čisto varno počutila, samo mogoče vseeno imaš nekaj v podzavesti, neke zavore, ampak ni pa nujno, da se karkoli dogaja s tvojim telesom, a ne? A mogoče, da se še tega dotakneva? Dotakneva še tega, ker je velikokrat, zato tudi zelo nerada govorim, kaj se med seanso in aktivacijo dogaja, kaj lahko doživiš, kaj lahko čutiš. Jaz se bom povedala mogoče par stvari, ampak tudi v mojih dogodkih ful nerada govorim, kaj se lahko zgodi in kaj se dejansko
lahko dogaja, ker potem ima človek neka pričakovanja. Tudi če v veš, a ne, vsak ima svoje potovanje, vsak ima popolnoma drugačno svojo izkušnjo. Ampak pričakovanja hitro ubijejo neko pravo izkušnjo in predajo, a ne, kaj se bi moglo zgoditi, ker ljudje različno, zelo različno prejemamo energijo. A ne, nekateri skozi fizične telesne zaznave občutiš neke mravljince, občutiš neko toploto, hlad, nekateri skozi ker se energija dejansko premika skozi fizično telo, se tudi fizično telo premika in nekdo rabi med samo aktivacijo zelo močno premikati svoje telo, spreminjati položaj telesa, stresti svoje telo, ker na tak način gre energija lažje skozi telo, ampak ni pa to nujno, ni to pogoj. In ni to način vsakega posameznika. Nekdo ima neke vizualne zaznave, dobi slike, vizije, misli, uvide, v predpreteklost, v prihodnost, dobiš lahko ogromno enih downloadov zase ali pa za karkoli se ti v življenju dogaja. Dobro, se pravi, lahko je namera moja tudi kakšen vid v prihodnost, v smislu kakšnega projekta in tako, a ne? Lahko je tvoja namera kakršnakoli, ampak energija te bo tisti trenutek peljala tja, kamor rabiš iti. Ja, vem. To lahko popolnoma se ti ne zdi povezano s tvojo namero, ampak verjetno se morajo najprej ene stvari razrešiti, čistiti, kakorkoli, da ti sploh lahko prideš do tega, do realizacije nečesa, kar si želiš. In velikokrat nas na tak način pol malo zavede ali pa smo včasih mogoče razočarani, naša namera ni bila uresničena. Tudi to mogoče, kar se meni osebno pri tem procesu zdi najbolj fajn, da se velikokrat zgodi, da ti izklopi na način, da, kar seveda za nas, ki smo hrčki in blejemo in analiziramo na tisoč možnih načinov in na tisoč obratov, super, da nam uspe kdaj odklopiti. Tudi na način, da imaš občutek, da si zaspal, čeprav se to ne zgodi, ti si tam, energija je tam, frekvenca je taka in se zgodi. Ampak velikokrat se sproščajo in čistijo ene stvari ne z umom, na ravni uma. In recimo tudi sama skozi neko izkušnjo veš, da si nekaj spuščala, veš, da si nekaj čistila, ne vem, se pol ure jočeš in samo tečejo solze, pa ne veš, zakaj. Veš in zaupaš, da se nekaj čisti in si dovoliš, da se nekaj čisti, da se sprošča neke težke stvari, a so to neke travme, ki smo v življenju, a nadalje skozi neke situacije, zastala čustva, nepredelana čustva, neke energije, ki jih moramo, a ne, sprostiti. Govorimo tudi o spuščanju in sproščanju omejujočih prepričanj, ki jih imamo neomejeno vsi, že ko misliš, da si dal ta glavno čez, vidiš, da je še vseh odtenkih možnih in barvah in vseh kup enih programov, v katerih živimo, ki se nam sproti začnejo pol, ko smo pripravljeni. Mogoče niso tako intenzivna, ta omejujoča, več so pa, a ne. Ampak tudi če ti ne daš, da jaz grem spuščati zdajle z namero neko omejujoče prepričanje, bo mene energija peljala v to, kar je, pa mogoče niti nisem se zavedala. Tale to res kundalini inteligenca. Si Ja, to more biti naslov. Mislim, tvoj naslov. Veš, da enostavno zaupaš, da se dogaja, da se sprošča, da se spušča, da se čisti, ker dejansko v resnici sama izkušnja med procesom kundalini aktivacije, tudi 10% tega, kar dejansko je za tem, ostalih 90% se zgodi potem, po aktivaciji, po seansi. Tisti, ki tam ni nujno, da je intenzivno, da doživiš aha moment, nek bum efekt, neko razsvetljenje na sami seansi govorimo.
da dobiš milijone enih downloadov pa videov, ni nujno. Lahko se zgodi in velikokrat se zgodi, vsaj skozi moje izkušnje še vedno, ampak ni nujno. Med samo seanso ti lahko kot smo rekli, odklopi in ne veš, kaj se potem v naslednjih dneh, naslednjih tednih, naslednjih mesecih se pa dogaja integracija. In to je tisto, kar je bistvenega pomena. In kar sestavlja celotno izkušnjo, kar kundalini je. A ne, ker to ne gre za quick fix pa instant izkušnjo, ki se tudi lahko zgodi, da ne bo pomote. Ampak tisto, kar je potem naprej, da mi to vnesemo, integriramo v vsakodnevno življenje, tisto je bistvenega pomena. Ker se začnejo stvari premikati, začnejo se stvari spreminjati, ker naenkrat vidiš in prepoznaš, da se drugače odzivaš na neke situacije, na neke triggerje, ki so te zmeraj, da te neka situacija pa neka stvar vedno strigirala, pa veš, Madonna, danes sem se pa čisto drugače odzvala. Sploh me ni strigiralo. Na primer, ali pa te ene stvari začnejo trigirati in potencirati, zato da ti končno vidiš in prepoznaš, da dobiš nek špegel, da vidiš, olej, to je tisto, kar moram spustiti, a se bom danes odzvala drugače, a se ne bom. Ja, ja. Tudi ena hrana nam zasmrdi in je ne moremo več jesti, ker nam pokaže telo, da ni več skladno z nami in da nas ne podpira. Ali pa se nam zalušta nekaj, kar nikoli v življenju nismo jedli. A to imaš pol tudi izkušnje s hrano? Recimo. Mislim, ne, tudi jaz sama osebno, ampak se mi zdaj, ker fajn poslušam svoje telo, ampak veliko ljudi mi potem s feedback, Madonna, sploh ne morem več kave piti. Prav zasmrditi, prav ne lušta se ti več, na primer, če te kava ne podpira. Na primer. Okej, ampak kljub temu, da si rekla, da se proces potem še lahko dogaja, teden, mesec, ni pa nič narobe, če mi gremo na kakšen tak odklop vsak mesec. Najbrž. V kakem smislu si? Da gremo na primer k tebi vsak mesec, ne bo nič narobe. Tu ni prav, tu ni narobe, tu ni nobenih pravil. To gre za to, kar vsak posameznik čuti, da potrebuje. Ko čutiš klic, čutiš klic. Ja, itak je to nega telesa, nega, a ne? Načeloma sama, manj kot te vidim, to pomeni, bolj sem vesela, ker pomeni, da me ne rabiš. Pri ostalih terapijah, ki jih počnem, torej, če sem nekaj dobro naredila, to pomeni, da me ne rabiš več. Ampak pri tem procesu kundalini je pa malo drugače, ker to je, kot smo rekli, proces, ki se mu predaš, ki se mu zavežeš. To pomeni svoj lastni osebni rasti, svoj duhovnemu razvoju. A ne, to je samo podpora pri našem razvoju in pri naši rasti in pri raziskovanju sebe. In recimo večkrat, ko se ti izpostaviš tej frekvenciji, tej vibraciji, večkrat, ko prideš stik s sabo, bolj ti to si, bolj ti to utelešaš in manj tega potrebuješ. Razumeš? Jaz zdajle komaj čakam, da grem. Ne, a veš, ker se mi zdi, da je fajn, da govoriva o tem, da smo poučeni pač, ne. Meni je to fajn zdaj več vedeti kakor prej. No, mogoče se še, ko si vprašala, ne, tempo, vsak določa svoj tempo in vsak ima svoj tempo in vsak ima svoj proces, svoj timeline. In tudi to je neko zmotno prepričanje, da pridem na eno kundalini aktivacijo in zdaj se bo moje življenje spremenilo in to je čarobna palčka in to bo rešilo moje težave. Ne bo. Mislim, se tudi lahko zgodi. Nekomu že po eni aktivaciji, po eni taki izkušnji se življenje lahko spremeni, ne govorimo o tem. Ampak to je celoživljenjska rast. Celo življenje se učimo, celo življenje imamo kaj delati sami s sabo. Itak. Recimo, da kot svoje izkušnje povem, je bilo obdobje, ko sem recimo imela po 2 aktivaciji na dan, 3 dni zapored.
Da si jih ti izvajala? zase. Zase. Sama sebi. Sama sebi, govorim sama sebi, jaz tudi, no, mogoče tudi to, ko No, me to me zanima. To je bilo tudi vprašanje, če lahko sama sebi držiš ta prostor. Ja, absolutno, da ja. Absolutno grem sama zase proces, si naredim aktivacijo. Bom rekla, da zmorem držati prostor zase. In to je ena največjih in najlepših stvari, ko človek lahko drži prostor zase. Do tega priti zahteva veliko stvari. Ne pomeni, da vedno držim prostor sama zase, še vedno čutim in rabim, da kdaj kdo drži prostor za mene, ker se lažje si upam iti globlje v proces, da ne bo pomote, tudi sama to rabim. Si pa lahko naredim kundalini aktivacijo sama. Ampak tudi recimo jaz sem pred časom, ali pa tudi še kdaj pride tako obdobje, da rabim več puša, ali ko grem skozi kak svoj proces, ali ne vem, recimo, da imam nek breakdown, da se dogaja neka ekspanzija in neka rast in da se lažje potisnem skozi neki proces, lažje in hitreje in da pač to, da se to res transformira, rabim tudi jaz več pušov, recimo. In tudi po 2 aktivaciji na dan sta bile v štartu. To pomeni, ne more biti preveč. Če ti čutiš, da to rabiš. Ker te dejansko, mislim, to se dogaja pol res ful intenzivni in močni shifti. Niso enostavni, moraš biti na to pripravljen, moraš si to želeti in seveda ne, mora biti to tvoja pot. In tudi recimo, seveda v času, ker sem šla na trening kundalini aktivacije, ker je pač to moj analitični potreboval, da dobi dovoljenje, potrditev, da zmore, da sem dovolj dobra, da držim ta prostor. In mene je to močno podprlo. In si predstavlja biti polovico dneva preklopljena na to frekvenco, kaj se dogaja. To je ful intenzivno in to je ful močno. In to prenese tudi fizično bolečino. Se ti zdi, da te bo raztrgalo na razne, od fizične bolečine, od procesa, od energije, ampak govorim zdaj o ekstremih. Ja, razumem. In o moji izkušnji, ampak jaz sem to potrebovala. To je bila moja. Ja, sej ti si ekstra, mi lahko gremo bolj počasi, a ne? Ti si to hotela vse zrihtati. Ne hotela, rabila sem. Ja. Da ne more biti preveč, ne more biti premalo. Če si daš to izkušnjo enkrat na leto, to enkrat na leto. Mogoče imaš neke druge tehnike, metode, s katerimi se podpiraš. Okej, s katerimi tehnikami se pa ti podpiraš še drugače? Poleg tega na tej tvoji poti in recimo, če pridejo kakšna omejujoča prepričanja in kaj takega, imaš še kaj drugega v rokavu? Jaz sem v zadnjem obdobju, iskreno povedano, sem bila v svojem mehurčku, in najbolj podprla v tem procesu me ravno kundalini in tudi aktivacija, ta proces, izključno ta tehnika. Veliko pogovorov z ljudmi, ki, imajo neko večje zavedanje, da sem to dala ven, da nisem bila sama s sabo. Večinoma časa sem pa bila sama. In v tem obdobju, da so mi stali ob strani res sicer redki ljudje, ki so me bili sposobni držati in sprejemati v vseh mojih oblikah, tudi v času največje ranljivosti, in največje moje teme, ker tudi jaz sem samo človek, tudi jaz imam svoje finte in fore. Drugače pa ja, kaka meditacija, ampak za mene je to narava, za mene je to v gozdu, da grem v naravo, da se tam zresetiram, da se tam samo priklopim, da sem, da si tam naredim aktivacijo. Za mene je ta terapija in podpora recimo potovanje. V tem primeru, ravno sem prišla s potovanja z Balija in recimo to je za mene največja terapija. Sama si bila spet na Baliju, komaj čakam, da mi poveš. Ko ni to beg, jaz ne jemljem tega kot beg, ampak Ne. resnično, tam ni teh distraktorjev, kot so doma. Drugi izzivi, druge preizkušnje, ampak tam se dejansko jaz osebno zase borim lahko in lažje povežem sama s sabo.
da se mi zgodi ta embodiment, ta integracija vse jasnosti, vsega zavedanja, vseh spoznanj, ki jih imam, ker eno je to imeti v glavi in vedeti in imeti neko modrost in imeti neko jasnost, ampak a to res živim, a znam to živeti, a znam to uporabljati v vsakodnevnem življenju, a utelešam to, je pa drugo vprašanje. Recimo, mene take stvari podpirajo. Pravim, take različne stvari. Kakav mene osebno zelo močno podpira, ceremonialni si ga včasih v takih obdobjih pripravljam tudi na dnevni bazi in zato ga tudi uporabljam in pripravim vedno na vsaki moji ali skupinski ali individualni seansi, ker zelo lepo podpre in poglobi proces ali je to healinga, zdravljenja, meditacije, terapije, kakor to je. Nežno deluje na srčni prostor in recimo mene kot medija ali pa kot facilitatorja še toliko bolj dal pretok, da sem lahko še večji, še močnejši steber in še močnejši kanal. Zdaj to tudi uporabljam in Ja, lepo. mene podpre. Jaz sem še eno vprašanje, pol pa boš ti povedala, če sva kaj spustile. Celo nove nevronske povezave bi se naj. Kaj to pomeni? Da delamo si novo avtocesto v možganih, a ne, ki bo malo drugače in pol malo drugače razmišljamo, a ne, ker drugače smo skozi na nekem, boš ti povedala lepše. Jaz bi po domače rekla, da tu gre za neki reset našega sistema, našega energijskega sistema. Gre za regulacijo živčnega sistema. Ker večinoma, veliko smo ljudje v nekem simpatičnem živčnem sistemu, skozi nekem survival modu, preživetvenem ne efektu, no, pač stanju, a ne, ker glede na to, kaj se nam dogaja, kaj se dogaja v svetu, kaj se nam dogaja v življenju in način življenja, kot ga imamo, je zelo pomembno, da čim bolj in čim pogosteje aktiviramo in spodbujamo naš parasimpatični živčni sistem, živec vagus, a ne. In ravno v takih procesih se to zelo lepo s podporo recimo kundalini transmisije ali pa kakih drugih tehnik to lepo da regulirati. In ja, na neki način, pod narekovaji, resetiramo svoje možgane, tako si rekla, nore avtoceste se ustvarjajo v možganih, ker a ne, vibracija in frekvenca naredita svoje, ker mi smo celota, mi smo samo fizično telo, tako smo tudi že na začetku rekle, a ne, naš živčni sistem, hormonsko ravnovesje, imunski sistem, energijsko, vse je povezano. In se hkrati, mi ne moremo ločiti našega fizičnega in energijskega in vse je pomembno, in vse je povezano. Tako da ja, se zgodijo tudi med recimo samo kundalini aktivacijo spremembe tudi na celičnem nivoju, na fizičnem nivoju. Torej dogaja se zdravljenje tudi na celičnem nivoju. Ali je to kaka bolezen, ali je to kaka bolečina. Recimo sama nimam težav, ampak ko sem recimo v nekem procesu, lahko čutim močno bolečino v križu, pa nimam fizične težave. Ja, telo mi nekaj sporoča, tam se nekaj dogaja, tam imam neke strahove, neke skrbi, nekaj, kar ne morem spustiti, na primer. In v trenutku, ko se zgodi, da nekaj spustim, da pride do tega releasa, do tega switcha, se sprosti. Kot da bi na gumb pritisnil. Tudi sama skozi svoj proces sem že začutila, kot sem prej rekla, fizično bolečino, ko se ti nekaj prebudi, aktivira. V teh procesih ne samo, kot smo rekli, fizično, živčni sistem, nevronske povezave v možganih, vse to nas dela pretočne. Fizične, pretočno fizično telo, pretočno energijsko telo. In bolj, ko smo mi pretočni, bolj smo odprti, bolj smo povezani s sabo, s svojo intuicijo, s svojim izvorom, bolj smo vodeni, bolj slišimo ta klic, svoje vodstvo. In odpirajo se nam
naši dušni darovi, ki jih imamo. A ne. In to je največji čar, ta naša notranja moč. A ne, ampak ja, je pa potrebno spustiti določena prepričanja, omejujoča prepričanja, določene vzorce, da mi te darove lahko potem živimo, uporabljamo, kakor če rečemo pač temu, darova. Tako da ja. Ja, in to pretočnost, a ne, da v bistvu ta energija lažje teče, je pa točno to, kar si na začetku tudi naštela, a ne, gibanje, joga, meditacije in tako naprej. Tako da jaz, bi zaključila s tvojim stavkom: "Sorry, vsakršna skrb zase." Vse, kar nas vrača v stik s sabo, vse to pravzaprav prebuja, a ne, to, energijo in, skozi varnost, sproščenost, neko ljubečo povezanost s sabo in, mogoče še ti kaj, dodaš? Ja, jaz upam, da smo vse zajele, če se pojavi komurkoli kakšno vprašanje, itak bo verjetno prostor za. Ja, bo pa tam, da se te vpraša, ker tukaj je res veliko lahko nekih vprašanj, a ne, ker ne vemo, mogoče samo to še, s kje izvira to? A je to zelo stara tehnika ali je to nova tehnika, a je to s katerega konca sveta v bistvu? Ja, na neki način, mislim, nova, je metoda, ki ni zdaj stara tisočletja, mnogo več kot tisočletje je poznana kundalini kot taka, kot kundalini. Sama tehnika kundalini aktivacija je pa nekaj let in šele pred kratkim dejansko je prišlo to pač tudi v Slovenijo, a ne, in se je na naših tleh začelo to dogajati, in ker pač je močen porast, teh raznih tehnik, terapij in vsega in duhovnosti, seveda tudi to razvilo in se razpaslo. Pa bom rekla, na neki način hvala bogu, da se ljudje prebujamo, v smislu zavedamo pomembnosti dela na sebi, raziskovanja svojih globin, svojega življenja, ne, širjenje zavesti, ker s pomočjo te tehnike se tudi zavedanje in zavest dvigujeta in širita. Ne samo naša lastna, ke sem jaz v procesu, ampak s tem vplivam kolektivno na celotno prebivalstvo, na celoten planet. In tudi to je pomembno, da se zavedamo, da s tem, ko poskrbimo zase, skrbimo za višje vibracije celotnega, planeta. In ja, je to ena taka, bom rekla, ne želim reči, da je to spet samo še ena tehnika, ki jih je vsak dan več in vedno znova več. Zato tudi jaz sama želim iz tega razviti neko svojo, lastno, ne bom rekla tehniko, ampak tako, kot sem prej poimenovala, potovanje. Zato ne poimenujem, zmeraj manj poimenujem to kot kundalini aktivacija, ampak jih oblikujem z nekim posebnim naslovom, neko posebnim imenom, da je meni lastna, ker tudi jaz kot facilitator, a ne, energija gre skozi, na neki način skozi mene, jaz držim prostor. In od tega, v kaki energiji, v kakem stanju in kje v življenju sem jaz, je tudi odvisno, koliko lahko predam, a ne, in je res pač pri vseh ostalih stvareh od terapevta odvisno, kaj bo dal, kaj bo skozi tvoj kanal prišlo, kaj boš spustila skozi. Koliko je tvoj kanal recimo čist, širok, odprt, whatever. Nuša, meni bo zmanjkalo baterije. Ful ti hvala, se bom šla pol priklopit. Ful hvala vsem, da ste poslušale in da se odpiramo za te stvari. In kakršnakoli vprašanja, a ne, bo pa Nuša z veseljem odgovorila. In res hvala, da si bila danes z mano. Darja, hvala, da si dala priložnost in prostor, da, debatiramo o teh stvareh, ker o teh stvareh se premalo govori. Kundalini kot taka je zelo, še neraziskan pojem, veliko nerazumevanja je za tem, da upam, da smo vsaj malo osvetlili. Absolutno sva.
da je malo več jasnosti glede tega, če bo še kakršnokoli nejasno vprašanje, z veseljem odgovorim. Spodbujam pa vsakega oziroma vsako posameznico tukaj, če začuti klic, si to izkušnjo podari. Okej. Ali z mano ali s komurkoli drugim, v glavnem. Hvala, Nuša. Pa vsem. Čao.